Niso vsi veliki psi nevarni, vendar obstajajo nekatere pasme psov, ki so izjemno močne, zelo zaščitniške in jih je težko nadzorovati, če pridejo v roke napačnemu lastniku. V tem videu bomo spoznali 20 močnih pasem psov, ki lahko predstavljajo resno nevarnost, če ne opravijo ustreznega treninga in socializacije. Preden začnemo, prosim komentirajte spodaj pod tem videom, katero pasmo psa imate. Če še nimate psa, pa napišite, katero pasmo bi si želeli imeti. Torej, začnimo. Številka 20. Močni italijanski Cane Corso. Cane Corso je velik in mišičast čuvajski pes iz Italije. Izvira iz starodavnih molovskih tipov psov, ki so jih včasih uporabljali za težka dela. Sčasoma je postal čuvaj hiše in kmetije, pomočnik pri ravnanju z govedom ter spremljevalec pri lovu na velike živali. Ime Cane Corso je običajno povezano s pomenom čuvajskega psa ali psa, ki deluje kot telesni stražar. To ustreza njegovi naravni naravi. Cane Corso je znan po tem, da je pozoren, samozavesten, inteligenten in zaščitniški do svoje družine, vendar ga ni priporočljivo vzgajati brez jasnega treninga. Že kot mladiček se mora navaditi na druge ljudi, kraje, zvoke in živali. Če se ne navadi na okolje zunaj lastnega doma, lahko začne misliti, da je vsak tujec grožnja. Pomembni so tudi osnovni ukazi, kot so sedi, ostani, pridi in pravilna hoja na povodcu. Ni potrebe po nasilju ali zastraševanju. Bolj učinkovito je mirno, odločno in dosledno urjenje. Potrebuje tudi vsakodnevno vadbo in miselne aktivnosti. Če je pes vedno zaprt in nima ničesar za početi, se lahko začne dolgočasiti, postane uničevalen ali preveč teritorialen. Ni mogoče zaupati natančnim številkam ugrizne sile, ki krožijo naokoli. Jasno pa je, da ima Cane Corso izjemno močno telo in čeljust. Če izgubi nadzor, lahko povzroči resne poškodbe. Pri pravem lastniku pa je lahko miren, zvest in ljubeč. Zaradi svoje velikosti, moči in močnega čuvajskega nagona pa ni primeren za neizkušene lastnike. Številka 19. Turški neodvisni Kangal čuvaj. Kangal je velik pes, čuvaj živine iz Turčije. Njegova naloga je varovati ovce in druge živali pred volkovi, šakali in drugimi plenilci. To ni pastirski pes, ki žene ovce v eno smer. Tiho ostaja, blizu črede in opazuje okolico. Ko opazi nevarnost, takoj zavzame položaj. Pogosto najprej zalaja, da prestraši plenilca. Njegov cilj je preprečiti sovražniku, da bi se približal, ne pa takoj napasti. Kangal je velik, hiter, vzdržljiv in neodvisen. Vzgojen je bil za delo, tudi če ni vedno nekoga, ki bi mu ukazoval. Sam se zna odločiti, ko opazi nevarnost. To je dobra lastnost na kmetiji. Ampak to je lahko problem v običajnem gospodinjstvu. Če mu primanjkuje socializacije, lahko soseda, obiskovalca, dostavljavca ali drugega psa, ki samo gre mimo, dojema kot grožnjo. Ni primeren za majhno stanovanje, potrebuje veliko in varno območje, redno gibanje ter lastnika, ki razume pasme čuvajev živine. Pogosto pravijo, da ima Kangal najmočnejši ugriz med vsemi psi, vendar ni zanesljivega svetovnega rekorda, ki bi potrjeval natančno 70.743 funtov na kvadratni palec, kot to pogosto vidimo na spletu. Kljub temu je do svoje družine in živali, ki jih pozna, lahko miren in zaščitniški. Vendar to ni pes, ki bi takoj zaupal vsem. Potrebno ga je previdno predstaviti novim ljudem in novim situacijam. V pravem okolju je lahko zanesljiv čuvaj. Če pa se zanemari trening, lahko njegova velikost in teritorialnost postaneta resen problem. Številka 18. Močan in samozavesten Rottweiler. Rottweiler je močan delovni pes iz Nemčije. Njegovi predniki so bili včasih uporabljeni za spremljanje goveda na poti. Kasneje je postal znan v mestu Rottweil, kjer so ga mesarji uporabljali za gonjenje goveda in vleko vozičkov s mesom. Za to delo so bile potrebne moč, vzdržljivost, inteligenca in zaščitniški instinkt. Ko se je zmanjšala uporaba psov za vleko vozičkov, so Rottweilerja začeli uporabljati pri policijskem delu, iskanju in reševanju, zaščiti in drugih storitvah. Znani so po samozavesti in opazovanju. Ne postanejo takoj prijateljski do tujcev. Običajno najprej opazujejo in ocenijo novo osebo. Naravno je zaščitniški do družine in doma, vendar to ne pomeni, da ga je treba učiti agresivnosti. Pravilno vzgojen Rottweiler mora biti miren, obvladan in poslušen. Že kot mladička ga je treba navaditi na obiskovalce, druge pse, otroke in različna okolja. Pomembno je tudi nadzorovati ga, kadar je v družbi majhnih otrok. Čeprav je igriv, lahko zaradi svoje teže in moči koga podre. Rottweiler se res pojavlja v nekaterih poročilih o hudih napadih psov.
Vendar ni dovolj, da gledamo samo na ime pasme. Pomembno je vedeti, kako je bil pes vzgojen. Ali je bil vedno privezan ali zaprt, ali so ga učili, da straši, ali je bolan, ali ga kaj boli in ali je lastnik odgovoren. Ko velika pes izgubi nadzor, je možna škoda veliko večja kot pri majhnem psu. Vendar pa tudi ni prav misliti, da so vsi rottweilerji agresivni. Če je vzreja, trening in socializacija pravilna, je lahko rottweiler zvest, igriv, nežen in odličen družinski spremljevalec. Številka 17. Pozorni in inteligentni doberman. Doberman Pinscher je bil razvit v Nemčiji konec 19. stoletja. Poimenovan je bil po Louisu Dobermanu, davčnemu izterjevalcu, ki je želel imeti pogumnega in zanesljivega psa, ki bi ga spremljal pri njegovem delu. Ki bi ga varoval med delom. Zaradi tega je Doberman postal znan kot hitro učljiv, pozoren, pogumen in odličen zaščitni pes. Vendar pa se ni rodil z željo po napadanju ljudi. Njegovo vedenje močno vplivajo vzreja, trening, socializacija, zdravje in način, kako se z njim ravna lastnik. Doberman potrebuje vsakodnevno telesno vadbo in miselno dejavnost. Če mu primanjkuje gibanja, socializacije in ustreznega treninga, lahko postane preveč nemiren, zaščitniški ali težko obvladljiv. Če je lastnik odgovoren, je lahko zvest družinski spremljevalec in zanesljiv čuvaj. Ker je hiter, močan in pameten, potrebuje jasno pravila in dosledno skrb. Številka 16. Energični sibirski husky. Sibirski husky je delovni pes, ustvarjen za vleko sani na dolgih poteh v hladnih krajih. Znani so po hitrosti, vzdržljivosti in visoki energiji. Običajno so prijazni do ljudi, zato niso naravni čuvaji, imajo pa močan nagon za lovljenje. Zaradi tega jih je treba nadzorovati, kadar so v bližini manjših živali, kot so mačke, kokoši ali zajci. Prav tako so zelo spretni pri pobegu. Lahko kopljejo pod ograjo, skačejo ali iščejo luknje, da pobegnejo. Zato potrebujejo močno ograjo in redno vadbo. Če jim primanjkuje gibanja in aktivnosti, lahko postanejo nemirni in jih je težko nadzorovati. Ne zato, ker bi bili po naravi slabi, ampak ker ne morejo pravilno sprostiti svoje odvečne energije. Številka 15. Zanesljivi nemški ovčar. Nemški ovčar je eden najbolj znanih policijskih in vojaških psov na svetu. Pameten je, hitro se uči in je sposoben opravljati različna dela, kot so iskanje pogrešanih oseb, odkrivanje prepovedanih snovi in varovanje. Je tudi močan in zaščitniški. Vendar to ne pomeni, da je vsak nemški ovčar takoj agresiven. Če je vzreja, trening in socializacija pravilna, je lahko miren, poslušen in ljubeč do družine. Težave se pojavijo, če ni navajen na druge ljudi, je vedno zaprt ali pa ga učijo z nasiljem. Ker je velik in močan, so lahko posledice resne, če lastnik izgubi nadzor. Zato potrebuje jasno usposabljanje, redno vadbo in odgovorno skrb. Številka 14. Zelo energični belgijski malinois. Belgijski malinois je lažji in običajno hitrejši od nemškega ovčarja. Nekatere policijske in vojaške enote ga uporabljajo, ker je pozoren, inteligenten, hitro se uči in ima zelo močan delovni nagon. Toda ta lastnosti so tudi razlog, zakaj ni primeren za vsako družino. Zanj ni dovolj le kratek vsakodnevni sprehod, potrebuje intenzivno telesno vadbo, mentalni trening in jasno določene naloge. Če je pogosto brez dela, lahko postane zelo nemiren, uničevalen ali težko obvladljiv. Malinois ni slab hišni ljubljenček, vendar je bil vzrejen kot delovni pes. Zato potrebuje lastnika, ki ima dovolj časa, znanja in izkušenj za ravnanje z zelo energičnimi psi. Številka 13. Nepredvidljiv volčji hibrid. Volčji hibrid je potomec domačega psa in volka ali pa psa, ki ima bližnje volčje prednike. Zanj je bolj zapleteno skrbeti kot za navadnega psa, ker morda ne bo jasno, kako močno se bo divje vedenje pokazalo, ko bo odrastel. Nekateri so lahko plašni in vedno želijo pobegniti, drugi pa imajo lahko močan plenilski nagon, teritorialno vedenje ali pa se težko odzivajo na običajno šolanje. Tudi vedenje vsakega hibrida ni enako. Tudi če sta sorojenca, se lahko njuno vedenje močno razlikuje. Obstajajo kraji, kjer je lastništvo teh živali strogo omejeno ali celo popolnoma prepovedano. Obstaja tudi dodatna težava glede pravil o steklini, saj za nekatere volčje hibride ne veljajo enaka pravila kot za navadne pse. Zaradi tega ta žival ni primerna za običajno gospodinjstvo in je ne bi smeli imeti samo zato, ker je lepa ali nenavadnega videza. Številka 12. Močni čuvaj Bull Mastiff. Bull Mastiff je bil razvit v Angliji, da bi pomagal lovskim čuvajem ujeti ljudi, ki so nezakonito lovili na velikih posestvih.
Takrat so potrebovali psa, ki je tih, pogumen in dovolj močan, da podre in zadrži človeka, dokler ne pride čuvaj. Zaradi tega je bull mastiff velik in mišičast. Lahko je tudi naravno zaščitniški do doma in družine, vendar je pogosto miren in ljubeč, ko je v družbi ljudi, ki jih pozna. Izziv pa je njegova velikost. Čeprav ni nasilen, lahko zaradi prevelikega navdušenja prevrne otroka ali starejšo osebo. Potrebno ga je navaditi na obiskovalce, druge pse in različne situacije, dokler je še mladič. Ni potrebe po grobem treningu. Bolj učinkovito je mirno, odločno in dosledno vodenje. Številka 11. Lovec na veliko divjad. Dogo Argentino. Dogo Argentino je velik in atletski pes iz Argentine. Vzgojen je bil za skupinski lov na velike živali, kot sta divji prašič in puma. Zato je močan, pogumen in ima visok lovski nagon. Ni prav, da bi rekli, da se vedno želi boriti. Zaradi svojega lovskega ozadja pa ga je treba dobro nadzorovati v bližini manjših živali. Zgodnja socializacija je pomembna, da se nauči ostati miren ob novih ljudeh, na novih krajih in ob drugih živalih. Potrebuje tudi redno vadbo in lastnika, ki zna obvladovati velikega in močnega delovnega psa. Če je pravilno vzgojen, je lahko zvest in ljubeč, vendar pa ni primeren za lastnike brez izkušenj ali tiste, ki nimajo časa za resen trening. Številka 10. Močni in samosvoji presa Canario. Presa Canario je velika in mišičasta pasma s Kanarskih otokov. V preteklosti so ga uporabljali za nadzor nad govedom in varovanje kmetij. Zaradi tega je naravno pozoren, samozavesten in previden do neznancev. Tega psa ni treba narediti agresivnega, da bi bil dober čuvaj. Ima že prirojen zaščitniški nagon. Pomembno je, da ga naučimo poslušnosti, da ostane miren in da sprejme prisotnost obiskovalcev ter drugih živali. Ker je ta pes težak in močan, se lastnik ne sme zanašati samo na fizično moč, da ga obvladuje. Že zgodaj je treba pravilno izvesti učenje hoje na povodcu, socializacijo in osnovne ukaze. Prav tako ni prav uporabljati nasilja ali tako imenovane prevlade v krdelu. To lahko še poveča strah in agresijo. S pravim lastnikom je lahko ta pes zvest in obvladljiv. Vendar pa je za neizkušene njegova velikost, moč in zaščitniška narava lahko težavna in nevarna kombinacija. Številka 9. Nezaupljivi Fila Brasileiro. Fila Brasileiro je velik in močan čuvajski pes iz Brazilije. V preteklosti so ga uporabljali za varovanje obsežnih posesti, iskanje pogrešanih živali in nadzor nad govedom. Ta pasma je znana po izjemni zvestobi družini. Vendar je po naravi previden in ne zaupa zlahka neznancem. V Braziliji to lastnost imenujejo ojeriza ali naravno izogibanje tujcem. Zaradi tega to ni pes, kateremu bi se obiskovalci smeli kar tako približati ali ga božati. Tudi na pasjih razstavah se pričakuje, da bodo sodniki previdni pri približevanju temu psu. Fila potrebuje zgodnjo socializacijo, varno ograjeno dvorišče in lastnika z veliko izkušnjami z velikimi čuvajskimi psi. Ni dovolj, da ste samo strogi. Lastnik mora znati učiti mirno in dosledno. Če je vzgoja pravilna, je lahko ta pes miren in zvest družini. Toda zaradi svoje velikosti in močnega zaščitniškega nagona pa pes ni primeren za večino običajnih domov. Na 8. mestu je mogočni japonski Tosa. Tosa je velika pasma iz Japonske, ki so jo včasih vzrejali za pasje boje. Ta pasma je nastala s križanjem domačih japonskih psov in nekaterih velikih pasem iz tujine. Tosa običajno ni glasen pes. Znana je po svoji mirnosti, potrpežljivosti, pogumu in nadzorovanem vedenju. Vendar je lahko dominantna in ni vedno prijazna do drugih psov, še posebej, če ji primanjkuje socializacije. Tudi teža posameznih Tosa psov se lahko zelo razlikuje. Tisti vzrejeni na Japonskem so običajno lažji, medtem ko so nekatere linije v drugih državah večje. Zaradi svoje zgodovine in moči je v nekaterih državah Tosa prepovedana ali pa je lastništvo strogo omejeno. To ni dobra izbira za nekoga, ki prvič postaja lastnik psa. Potrebno je zgodnje šolanje poslušnosti, ustrezna socializacija in odgovoren lastnik, ki ga zna nadzorovati brez uporabe sile. Vsak Tosa ni samodejno agresiven, vendar pa lahko ob neustrezni vzgoji njegova velikost in moč predstavljata resno nevarnost. Na 7. mestu je zaščitniški južnoafriški Berbol. Borbul je velik kmečki pes iz Južne Afrike. Uporabljali so ga za varovanje doma, družine in živali na kmetiji. Zato je naravno pozoren, samozavesten in zaščitniški do svojega ozemlja. Borbul je tudi pameten in se zna hitro odločiti, ko opazi kaj nenavadnega. To pa ne pomeni, da ga je treba učiti napadati.
Pravi izziv je njegova velikost in moč. Če ni naučen poslušnosti, ga je težko obvladati samo z vrvico ali fizično močjo. Mora se navaditi na obiskovalce, otroke, druge pse in različna okolja, dokler je še mladič. Pomembno je tudi stalno šolanje poslušnosti, ne samo, ko je še mladiček. V družini je lahko miren, ljubeč in zvest, vendar zaradi svoje teritorialnosti in močnega čuvajskega nagona ni priporočljiv za začetnike. Številka 6. Samostojni srednjeazijski ovčar. Srednjeazijski ovčar, imenovan tudi alabaj, je eden najstarejših psov čuvajev živine. Tisoče let so ga ljudje v Srednji Aziji uporabljali za varovanje svoje živine pred plenilci in tatovi. Ta pasma je velika, močna in sposobna delati v izjemnem mrazu ali vročini. Ni kot pes, ki vedno čaka na ukaze. Vzgojen je bil tako, da razmišlja in sprejema odločitve sam, kadar obstaja grožnja za njegovo ozemlje ali živali, ki jih varuje. Zaradi tega je lahko tih, a izjemno pozoren. Prav tako je naravno sumničav do neznancev in novih ljudi ne sprejme zlahka v hišo. Potrebuje veliko in varno območje, zgodnjo socializacijo ter lastnika z izkušnjami z neodvisnimi čuvajskimi pasmami. Ni primeren za majhno stanovanje ali za družino, ki si želi le preprosto hišno žival. V pravem okolju je alabaj lahko miren, uravnotežen in zvest. Če pa nima ustreznega treninga in jasnih meja, je lahko njegova moč in teritorialnost težko obvladljiva. Številka 5. Orjaški kavkaški ovčar. Kavkaški ovčar je izjemno velik pes čuvaj živine iz kavkaške regije. Dolga leta so ga uporabljali za varovanje ovc, domov in obsežnih zemljišč pred pleninci in tatovi. Ima gosto dlako, saj mora preživeti v hladnem in zahtevnem gorskem podnebju. Zaradi svoje velikosti in goste dlake je od blizu videti kot majhen medved. Po naravi je pogumen, samozavesten in zaščitniški. Ko opazi grožnjo, lahko ukrepa, ne da bi čakal na ukaz lastnika. Vendar ni res, da so vsi kavkaški ovčarji samodejno agresivni. Po podatkih Ameriškega kinološkega kluba je lahko prijazen, zvest in ljubeč do svoje družine. Vendar je resen čuvaj in lahko zelo močno odreagira, če zazna osebo kot nevarnost. Zato je zelo pomembna zgodnja socializacija. Že kot mladiček se mora navaditi na obiskovalce, druge živali, hrup in različna okolja. Potrebuje tudi veliko in varno ograjeno dvorišče. Ni primeren za majhna stanovanja ali domove, kjer pogosto prihajajo obiskovalci brez ustrezne predstavitve. Tudi podatkom o natančni moči ugriza, ki krožijo naokoli, ni mogoče zaupati. Jasno pa je, da je ta pes zelo velik in zelo močan. Zato so lahko poškodbe hude, če ga ne nadzorujemo. Pri pravem lastniku pa je lahko miren in zanesljiv čuvaj. Ker pa je samostojen, teritorialen in ga je težko ustaviti, ko odreagira, ni primeren za začetnike ali za tiste, ki iščejo le običajnega družinskega ljubljenčka. Številka 4. Mogočen in samostojen Akita. Akita je velik in močan pes iz Japonske. Včasih so ga uporabljali za lov v gorah severne Japonske. Znana je tudi po pogumu, tišini in izjemni zvestobi družini. A to ne pomeni, da so vsi akite samodejno agresivni. Pravzaprav so samostojni in lahko postanejo agresivni do neznancev in drugih psov. Ker imajo močno telo, jih je treba že zgodaj začeti šolati in jih navaditi na različne ljudi, živali in kraje. Tudi mlademu lastniku ne smemo dati celotne odgovornosti za tako velikega psa. Če so pravilno šolani in negovani, so lahko mirni in zvesti spremljevalci. Če pa jih zanemarimo in niso vajeni drugih ljudi, jih je zaradi njihove moči težko nadzorovati. Številka 3. Močni aljaški malamut. Aljaški malamut je bil vzrejen za vleko težkih tovorov v mrzlih predelih Arktike. Običajno doseže težo od 34 do 39 kg. Znani so po svojem močnem telesu, moči in sposobnosti dolgotrajnega dela. To ni preprost pes, ki bi bil zadovoljen le s kratkim sprehodom. Potrebuje redno vadbo, dovolj prostora in dejavnosti, kjer lahko uporabi svojo moč in Če je vedno zaprt in nima kaj početi, lahko postane nemiren, trmast ali težko obvladljiv. Ima tudi naravni nagon, da lovi manjše živali, zato ga je treba paziti, ko je v družbi manjših hišnih ljubljenčkov. S pravim lastnikom je malamut lahko ljubeč, zvest in igriv. Toda zaradi svoje velikosti in moči ni dobra izbira za nekoga, ki nima časa za trening in gibanje. Številka 2. Resni in zadržani čav. Čav izgleda kot velik plišasti medved zaradi svoje goste dlake, ki je podobna levji grivi. Vendar to ni običajen pes, ki bi takoj pristopil in se igral z vsakim. Čav je starodavna pasma iz Kitajske.
Poznan je po svoji dostojanstvenosti, neodvisnosti, resnosti in nekoliko zadržanem odnosu do neznancev. Ni res, da vedno napada brez opozorila. Bolj pravilno je reči, da je lahko težko razumeti njegovo vedenje, če lastnik ne pozna telesne govorice psa. Če ni navajen dotikov, novih ljudi in drugih živali že kot mladič, je lahko zelo obramben. Ker je samostojen, potrebuje potrpežljivo in dosledno šolanje. Ne smemo ga kričati, poškodovati ali siliti, saj lahko tako še bolj izgubi zaupanje. Če je pravilno vzgojen, je čav lahko tih, čist in zvest družini. Številka 1. Kontroverzni psi tipa pitbull. Na prvem mestu ni le ena pasma. Beseda pitbull se uporablja kot splošno ime za več podobnih psov. Sem lahko spadajo ameriški pitbull terrier, ameriški Staffordshire terrier, Staffordshire bull terrier in nekatere mešane pasme. Zaradi tega je težko narediti natančno statistiko. Ko pride do napada, je včasih videz edina osnova, da rečejo, da je pes pitbull, ampak se lahko zmotijo. Tudi ljudje, ki so vajeni prepoznavati pasme, se lahko zmotijo, če ni rodovnika ali DNK testa. Nekateri predniki psov tipa pitbull imajo temno plat v svoji zgodovini. Nekatere so v preteklosti uporabljali za draženje bikov, kruto dejavnost, kjer so pse spopadli z bikom. Ko je bila ta prepovedana, so jih nekateri začeli uporabljati za nezakonite pasje borbe. Zaradi tega so nekatere linije izbirali glede na moč, atletsko telo in odnočnost. A to ne pomeni, da vsak pes tipa pitbull samodejno želi napasti človeka. Veliko jih je ljubečih, igrivih, zvestih in prijaznih, če so pravilno vzgojeni. Velika nevarnost nastane, ko se njihova moč združi z napačnim lastnikom. Pomanjkanje treninga, izolacija, zloraba ali uporaba za nezakonite borbe. Obstajajo tudi psi, ki jih namenoma vzgajajo za zastraševanje, so vedno privezani zunaj ali niso navajeni na druge ljudi in živali. V takšnih pogojih se poveča tveganje za agresijo. Res je, da se psi tipa pitbull pogosto pojavljajo v poročilih o hudih napadih, še posebej v Združenih državah Amerike. Vendar moramo biti previdni pri razlagi podatkov. Pasma ni vedno potrjeno. Prav tako ni vedno znano, koliko psov tipa pitbull je na določenem območju. Zato je težko ugotoviti resnična tveganja za vsakega psa. Prav tako ni res, da ima pitbull poseben zaklep čeljusti. Osnovna zgradba čeljusti je pri pitbullu enaka kot pri drugih psih. To, da pes ugriza ne izpusti takoj, je lahko posledica moči, vznemirjanja, strahu, treninga ali osebnosti določenega psa. Obstajajo kraji, kjer so pitbulli ali podobni psi prepovedani ali strogo omejeni, vendar pa je še vedno predmet razprave, ali so prepovedi pasem res učinkovite. Veliko veterinarskih strokovnjakov meni, da je pomembneje gledati na vedenje vsakega psa in odgovornost lastnika, kot pa samo na ime pasme. Med bolj učinkovite zaščitne ukrepe spadajo varno ograjeno dvorišče, pravila uporabi povodca, nadzor otrok, pravilna socializacija in hiter odziv, kadar se pojavi nevarno vedenje. Zakaj so torej psi pitbullskega tipa na prvem mestu? Ne zato, ker bi bil vsak izmed njih slab. Na prvem mestu so, ker so najbolj kontroverzna skupina, ko gre za napade psov. Imajo močna telesa, pogosto pristanejo pri neodgovornih lastnikih in pojavljajo se v številnih poročilih o resnih incidentih. Vendar psa ne smemo soditi samo po obliki glave ali imenu pasme. Pravilno vzgojen pes pitbullskega tipa je lahko ljubeč in obladan hišni ljubljenček. Zanemarjen, zlorabljen ali namenoma narejen agresiven pes, ne glede na pasmo, je lahko nevaren. Edina razlika je, da če je pes velik in mišičast, so lahko poškodbe veliko hujše. To je najpomembnejša lekcija na tem seznamu. Te pasme se niso rodile kot pošasti. Večina teh psov so delovni psi, vzrejeni za čuvanje, lov, vleko težkih tovorov in zaščito ljudi ali živali. Vendar imajo velikost, moč, energijo in nagone, ki so potrebni za ta dela. Če pridejo v roke napačnemu lastniku, brez ustreznega treninga ali premalo socializacije, je ta kombinacija lahko nevarna. Zato preden vzamete močnega psa, ni dovolj, da vam je všeč samo njegov videz. Potrebno je poznati njegovo pravo naravo, potrebe, moč, stroške in raven treninga. Kajti na koncu največji vpliv na vedenje psa nima samo pasma. Velik del tega je tudi človek, ki ga vzgaja in je zanj odgovoren.